Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes je 11.11. Zdaj ne vem, koliko vi date na te zadeve, ampak sigurno ste zasledili, kot da se danes odpira nek poseben portal in tako naprej. Jaz o tem ne vem toliko veliko, kar sem prebrala, tako mimogrede na Facebooku, ampak o čemer vem, pa vem o moči števil. 11.11. 11 po numerologiji je mojstrsko število, tudi 22, 33, to so mojstrska števila. In tisti, ki ste rojeni 11. pomeni, da imate posebno nalogo v življenju. Tudi tisti, ki nosimo vibracijo 11, recimo ime in priimek, pride 11, pomeni, da rušenje starega, postavitev novega. Tako kot dva stebra, ki stojita po konci in kot dve streli, ki enostavno rušta. Enkrat mi je en gospod rekel, Minka, si mogoče vprašala, zakaj? Nekaj se je šlo za eno zadevo. Tako kot kako sem slab človek, na ta način. Ampak tisto, kar vem pri sebi, da ni nič narobe, če zrušimo tisto, kar ni v redu. Rušenje starega, tudi danes sem imela kar zanimiv dan. In je bilo tako zanimivo, kar nekaj strank in sem rekla, pa kaj je danes v zraku, kar streljali so določeni ljudje. Halo, a sem komu kaj naredila? Aha, mene je očitno preizkušnje sem imela, a zmoram ohranjati čisti mir, a zmoram ohranjati čisti blagoslov, a zmoram zgladiti stvari, ker glejte, tako enostavno je pasti na nižjo frekvenco, na nižjo vibracijo, tako enostavno je, a veste, če nekdo te poskuša na en način ali napasti ali kakorkoli, veste, da z agresivnim glasom govori, tako enostavno iti na isto vibracijo, tisto, kaj boš ti me, in se spet zbudi ego in kakor je vpleten ego, ja, halo, adijo, mislimo, koliko smo naredili na sebi. Ja, prav veliko ne pa v tem primeru. Zato je toliko pomembno, da ne glede na to, kaj se dogaja, in ja, energije zdaj sekajo, moramo ohranjati svojo vibracijo. In za moje pojme je najbolj pomembno pri vsem skupaj prav sočutje. Sočutje do tistih, ki odreagirajo. In ko sem pač z eni gospe pol nekaj napisala na mail, je napisala, imam finančne težave. Ok, razumem, imaš finančne težave, ampak tudi takrat, ko imamo največje težave, takrat je najbolj pomembno, da ohranjamo mir, pa dobro vibracijo. In potem dobiš izobilje vsega, enostavno se zgodi nekaj. Takrat, ko imamo težave, da potem še drugim skačemo v glavo na ta način, se imajo več kaj jaz, v tem primeru sebi povzročamo še več slabih vibracij. Tako da, ja, 11.11, pa potem 12.12, to so močne energije. In jaz sem res prepričana, da se zdajle res čistijo zadeve, kar dejstvo je, dan še vedno ugaša, do 21.12, še vedno, kot bi tema pritiskala na nas, Zdaj pa zmoremo kljub temu, da je vedno več teme, temnega, mislim, da je vedno daljša noč, dajmo drugače povedati, kljub temu v srcu nosimo sonce, ker ga lahko vedno nosimo v srcu, lahko nosimo vedno sonce, ne glede na zunanje vreme. Lahko je megleno, mi imamo lahko v srcu sonce. In ni potrebno, da naše življenje določajo zunanji dejavniki, ker lahko vplivamo na to, da je v našem življenju sonce. No, zdaj vam pa naprej povem še nekaj o teh mojstrskih številih, ki nas ne pustijo pri miru. Se pravi, 11 smo že rekli, zanimivo je 11, ker je povezana z rušenjem starega in postavitvijo novega. Pogosto so te ljudje ločeni, ali pa smo ločeni, ker enostavno te življenje uči postaviti se za sebe, In s tem, lejte, nič ni narobe, če včasih se kakšna stvar poruši, ker s tem narediš prostor novemu. No, in v eni knjigi sem prebrala, da 11 je ravno tako močna, kot je število 8 močno. No, in tisti, ki ste rojeni 8.
ali pa imate vibracijo imena in priimka 8, vas ravno tako življenje pošteno šola. No, dajte, jaz sem rojena 8. Tako da sem rekla, juhej, oboje imam. No in v glavnem, 8 je pa neskončnost. Zdaj vam pa pokažem, to mi je tako, wow, neverjetno. Glejte, kaj sem najdla, ne znam povedati vira, vam bom navedla od spodaj vir, ker to nisem jaz pogruntala, ampak samo sprintala z interneta, a vidite. 8, ko z te strani pada svetloba, kaj nastane? Violinski ključ. In na violinski ključ, ko po strani pada svetloba, nastane znak neskončnosti. 8. In prav ta znak neskončnosti, 8, pomeni, da 8 je povezana z premikom naprej. 8 je povezana z materialnim, z neskončnim obiljem. In ravno tako, če smo v negativni energiji, z neskončno negativnimi stvarmi. In to je tista šola, kar nas življenje uči, tudi preko vibracij števil, da pač dvignemo svojo vibracijo. Jaz zase točno vem in tudi na podlagi tega, glejte, jaz imam od svojega 24. leta, od 94. leta imam svoje podjetje in točno vem, kdaj mi ni šlo. Najbolj slabo mi je šlo takrat, ko sem se ukvarjala s problemi. To je narobe, tukaj ni v redu, tukaj ni v redu, tukaj ni v redu, tam ima probleme. Sami problemi na probleme in bolj kot sem dajala pozornost samim problemom, bolj so se problemi kopičili v mojem življenju in predvsem finančno stanje je bilo tako kot avion, ki strmoglavlja. In potem, ko sem prišla do neke najnižje točke, sem rekla, ok, zdaj pa začnem drugače. Začnem s pozitivno mislijo, začnem pozitivno potrjevati. Verjamem v to, verjamem, da meni pripada, verjamem, da sem stvarnica, da lahko stvarim. Se pravi, jaz sem stvarnica svojega sveta. Jaz sem tista, ki določa mojo vibracijo. Jaz sem boginja na zemlji, ki ustvarja novo dobo. In dajmo zdaj par kart prehodu v novo dobo, ker zanimivo, tukaj je nastal 88 kart prehodu v novo dobo. Zanimiv. No in zdaj, če gremo na karto 11. Prav, karta 11 je karta solze. Dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva. To je karta 11. Poskušam jo najti, če mi bo uspel tukaj noter, ampak občutiti svoja resnična čustva. Dovoljujem. Glejte, vam bom prebrala iz knjižice, bo bolj enostavno najti. Dovoljujem, da potlačena čustva pridejo na dan. Dovoljujem si jokati. Solze čistijo mojo bolečino in mojo žalost. Naj tečejo in me očistijo. Naj bolečina odide. Pred menoj so boljši časi. Zaupam, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. To je karta 11. No, glejte tole. Naj tečejo solze. No, pa gremo na mojstrsko število 22. Božji glas. Odgovore najdem v tišini svojega srca. Ko sem mirna in v svojem srcu slišim Božji glas. Presoja v jeziku strahu in obsojanja. Srce govori v tonu ljubezni. Moje srce vedno ve, ki je prava pot. Zaupam notranjemu vodstvu, ki ga jasno slišim. Upam se slediti srcu. Vse vesoljne sile me podpirajo, zaupam, da je vse v najlepšem redu. No, zanimivo pa je, da je karta 33 prišla, a veste kaj? 33 je drugače povezano s Kristusom, Kristusova zavest, Kristusova energija, prehod v novo dobo tudi. Ampak zanimivo, da je prišla karta 33 tema. Kaj se skriva v nezavednih temnih delih mene? Prosim za zavedanje. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in drugim. No in to je Kristusova energija, odpuščanje.
sočutje do človeka, ker lejte, ena stvar tudi do sebe, sočutje do sebe, pač narediš nekaj v dobri veri, da je tako prav, ali pa tako, kot zmoreš takrat, odpustiti sebi. In kolikrat poslušam ljudi, ki so stari tudi že čez 70 let in pogrevajo stvari izpred 50 let, če bi bilo takrat drugače. Daj odpust. Če bi imela več časa za otroke, bilo drugače. Odpusti sama sebi. Pač ga nisi imela, delala si tako, kot si znala. Verjamem v to, da recimo sploh mame, ki hitijo, recimo pa je ločitev, nima časa za otroke in tako naprej, da nič ni narobe s tem. Duša si je izbrala tako mamo. Duša je vedela točno to, da bo to dala skozi. Zato, ker lejte, duša si izbere svoje starše. In vsak izmed nas si je izbral svoje starše z namenom, da bo določene lekcije predelal. In nič ni naključje tukaj, prav nič, nobena stvar in človek misli, bi bilo lahko drugače. Mi mislimo, kaj bi bilo lahko. To je zrežirana igra in to je dejansko veliko igrišče, kjer imamo zdaj odigrati igro življenja. In kaj se učimo se čisto preproste zadeve, lahkotno, zdaj stop čez, pej čez, bod sočuten do ljudi, tudi tisti, ki lajajo vas, lejte, imajo težave. So prestrašeni. Kar pomislite, lejte, mi imamo našega kužka Tobija. Naš kužak kdaj najbolj laja? Je takrat, ko je, drugače ne moram reči, najbolj posran. Takrat bevska, ko srečamo velike pse in potem skače v njih zato, ker ga je strah. In ravno tako delajo ljudje. Ljudje, ki jih je strah, pač skačejo v glavo drugim ljudem. Zato bodimo sočutni. No, pojmo naprej. Karta 44, mojstrsko število, 44 je povezano z angeli, se pravi, angeli so tu. Vsakič, ko vidite 44, je sporočilo, angeli so tu, v redu bo, pomir se. Tukaj je nastala karta sodelovanje. Lejte, tale karta glih na vrh je. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne njihovih pomanjkljivosti. Učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. Pozorna sem na to, kdo prihaja v moje življenje in kakšni občutki se mi porajajo. Ljudje so mi poslani kot angeli, da mi pomagajo. Na tej poti nisem sama. Seveda srečujem tudi ljudi, ki so okuženi s temo. Tudi te prepoznavam in jim dovolim, da grejo svojo pot. Tudi ti so mi poslani, da lahko vidim, koliko sem se že naučila. Blagoslavljam jih z ljubeznijo. No, to je 44. Gremo naprej na mojstrska števila 55. Bitje svetlobe. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Jaz sem nosilka luči. Poslana sem, da kot sonce svetim ljudem. Jaz sem angel sprememb. Vsako jutro si vzamem čas, da me energije jutra napolnijo. Svetim z ljubeznijo. No, to je karta 55, jaz upam, da vam jo najdem tukaj noter. 88 sem najdla. Če mi jo uspe na hitro najdeti, vam jo z veseljem pokažem. In očitno vam jo ne pokažem, ker je nisem najdla. Lejte, takole, bitje svetlobe. Katarina Vidmar je res naredila neverjetne slike. Te slike nosijo čista sporočila. No, pa 66. Čakra tretjega očesa. Vidim resnico, resnica je ena, zaznavam. Brezpogojna ljubezen mi omogoča telepatsko sporazumevanje in jasnovidnost. Stvarnik, daj mi moč, da spremenim, kar mi ni všeč. In daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti. Močno sporočilo, a ne? Potem pa 77 karta, to je pa sočutje. Ljubeče sprejemam sebe in druge. Osvobojena sem vseh sodb. Z ljubeznijo pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni. Naj med nami teče brezpogojna ljubezen. Z ljubeznijo skrbim tudi zase, taka kot sem vredna ljubezni. No in potem 88, hvaležnost, in o tem smo ravnokar govorili par dni nazaj. Opazujem vse, kar mi je dano. Neskončnosti življenja, kjer bivam, je vse dovršeno. Eno sem z vsem. Jaz sem ženska,
ki v srcu nosi hvaležnost, zato sem vedno v povezavi s svetlobo. Hvaležnost mi odpira vrata sreče. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. Mojstrska števila in ja, lejte, naj vas ne bo strah, če se nekaj ruši. Naj vas ne bo strah. Vem, kako je, ko imaš cmok v trebuhu noter, ko te je strah, kako boš plačal položnice. Vem, ni enostavno, ko si v tisti godli. Ni enostavno. Ampak, ko se umiriš in ko dovoliš, da pridejo nove ideje in ne razmišljaš o tem, a bom imela denar ali ne bom imela denar. Lejte, te projekte, ki jih delam, recimo zdaj dajem nemške karte, bom dala tiskat. To so projekti, ki so 12-15 tisoč evrov. In si človek pomisli, jaz tega denarja nimam. Jaz ga nimam, ampak ne vem, kako bom prišla do njega. Nimam pojma, ampak vem, in do zdaj se je vedno tako zgodilo, da ko sem rabila denar za to, da sem plačala te velike račune, se je nekaj zgodilo in sem imela denar. Ali se je zgodila neka TV prodaja, ali se je nekaj okrog obrnilo, zmeraj sem imela denar. In zato me ni strah, da ne bom imela teh 15 tisoč evrov, ker bo že. Če pa ne bom imela, bom pa prosila za odlog plačila par mesecev. Jaz verjamem in zaupam v to, da me bo stvarstvo podprlo, zato ker delam res s čistim srcem in verjamem, da ljudje to rabijo, te informacije. In zato takrat, ko si v taki veri, stvarstvo te podpre. Vedno. Zato zaupajte. Zaupajte. Vedno vam bo dano za to, kar proste. V Svetem pismu piše, kdor trka, se mu bo odprlo. Kdor, ne vem, nekaj mu bo dano. Ne znam povedati, ampak v glavnem jaz verjamem v to in jaz sem živi primer tega, da se vedno nekaj poklop skupaj, da nekaj nastane. Glejte, zato zaupajte. In še ena stvar piše tudi v Svetem pismu, da nebeško kraljestvo je od tistih, ki so otroci. Ne me držati za besede, to nekje pobiram iz mojih možganov, ampak dejstvo je, ko tako zaupaš kot otrok, da bo za njegov naslednji obrok poskrbljeno, dejansko je. Jaz vam ne morem povedati, to jaz delam v mojem življenju in kar ratuje, brez da razmišljam, a bo ali ne bo, ali kako bo. In kar je še najboljš, a vam povem, kaj je najboljš, pridem do tako čudovitih ljudi, s katerimi sodelujemo, s katerimi grejo stvari, vse teče. Jaz sem samo hvaležna. Hvaležna za vse te ljudi, ki jih imam okrog sebe, ker enostavno se sestavljajo in to teče energija. To ni, da eno druga lajamo, ampak teče. In zaupajte tudi vi tisto, kar imate idejo, da boste naredili in zaupajte, dovolj bo za vse. Sigurno boste plačani za to, kar delate. Vedno, zato zaupajte. Imejte se radi, delajte na sebi, delajte na tem, da čiste podzavestne vzorce. In zdaj samo trenutek, da vam še pokažem glede tega, glede kristalnega prehoda v novo dobo. Ampak po ključek moram iti, nažalost. Glejte, prehod v novo dobo v kristalni obliki in sicer takole dobite ključek, glejte, in na tem ključku je več kot 3 ure pozitivnih afirmacij, to, kar sem vam brala. V prvi osebi, ko sami ponavljate vse to, kar sem vam prele brala, in v tretji osebi. Če vam niso govorili, glejte, tukaj gor piše prehod v novo dobo, tak specialen ključek je, res je fajn. V glavnem, in to pomeni, da če vam niso doma govorili, zmoreš, verjamem vase, so potem z Matejo Bobek posneli to v tretji obliki in se pravi, da vam nekdo govori te pozitivne trditve. Potem je pa še 15 minut kristalne zvočne kopeli in da vam povem, kaj jaz delam. Jaz si priklopim to kristalno kopel, si jo dam enostavno na slušalke in poslušam. In se mi močno poveča koncentracija. Enostavno delam, v fokusu si, ni da mi begajo misli sem in tja, enostavno delam. Tako da, če bi še kakšen imel ključek, glejte, z veseljem vam ga pošljem. Glede na to, da je zdaj ta karantena pa vse te zadeve,
ga dajem z 10% popustom, se pravi skupaj s poštnino pride malo čez 20 evrov. Tako da, če vas pokliče pozitivna energija več kot 3 ure, dobrodošli, res vam bo pomagal pri tem, da boste lažje dvigali to svojo vibracijo, da se boste bolj počutili in predvsem, da boste lažje preživeli še teh nekaj temnih mesecev, potem bo pa že boljš na pomlad. Tako da imejte se radi in delajte na sebi.